Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Pavle Gantar je zanikal trditve namestnika direktorja Sove Branka Cvelbarja, češ da na temo obveščevalnega spremljanja v Piranskem zalivu v Sovi ni ničesar oziroma nobene dokumentacije. Povedal sem, da smo bili 19. in 21. junija že na Sovi, da smo videli, da Sova je spremljala obveščevalno te zadeve in incidente, da je to seveda povsem normalno, spremljali so jih tudi drugi in torej neki dokumentacija obstaja. Povedal pa je tudi, da po njegovem mnenju sploh ni nujno, da bo komisija zaslišala Iztoka Podbregarja. Moramo preveriti, ali je njegova odvetniška licenca dovolj, tudi po zakonu o zaščiti tajnih podatkov, po mojem mnenju in po mnenju teh poznavalcev ni. Vsakor bomo poslušali s gospodom Podbregarjem pozneje odpraviti to oviro in opraviti pogovor, če bo to želel, če pa ne, nič hudega. Rad bi tudi povedal, da tudi če ne bomo opravili pogovora z njim, ne bo tako slabo, torej ne bo vplivalo na naše delo. Vlada je komisiji sicer poslala sklep, da naj ji izroči magnetogram prvega zaslišanja Iztoka Podbregarja, ker naj bi obstajal sum, da je takrat izdal državno skrivnost. Komisija je vladno zahtevo zavrnila. Član komisije Dušan Kumer je zaplet komentiral takole. Vsi, ki vodijo razgovor z parlamentarci, se pravi vodje obveščevalnih služb, morajo povedati vse, tudi državne skrivnosti. Glede izjav namestnika direktorja Sove Cvelbarja pa Kumer pravi, da bi bile potrebne sankcije. Mislim, da jutri več tega namestnika na Sovi ne bi smelo biti. Na nedavni skupščini delničarjev Mercatorja so lastniki pooblastili upravo, da v 5 letih poveča osnovni kapital za 20%. Podprli so tudi predlog o delitvi lanskega dobička, predlog o imenovanju člana uprave Istrabenza Srečka Kende v nadzorni svet pa ni dobil zadostne podpore. Novinarka dnevnika Finance Petra Sovdat je za Vest to komentirala še preden se je zgodilo. Ja, najbolj zabavno bo sigurno pri glasovanju o novem nadzorniku. Predlagan je Srečko Kenda, član uprave Istrabenza, in če bo ta predlog potrjen, brez nasprotnega predloga, je to zelo zanimivo v kontekstu zadnjih govoric, da sta prva moža največjih dveh lastnikov Mercatorja v sporu. Laško in Istrabenz sta glede Mercatorja torej v sporu. Gre seveda za to, kdo bo obvladoval največjega slovenskega trgovca. Predsednik uprave Mercatorja Žiga Debeljak kljub temu ni zaskrbljen. Se morda bije bitka v ozadju pri velikih lastnikih? To vam bi pa težko komentiral, tako da predlagam, da o tem povprašate njih. V vsakem primeru pa uprava z nadzornim svetom odlično sodeluje in to se mi z vidika razvoja družbe zdi ključno. Hvala lepa, lepo se imej. V Ljubljani pa bo v soboto 7. parada ponosa. Mitja Blažič iz Društva za integracijo homoseksualnosti je pojasnil, da jo letos spremlja akcija Dokoder seže Mavrica, s katero so organizatorji parado popeljali po vsej Sloveniji. Ne samo v Maribor, ker bo ravno tako akcija strpnosti v petek dan pred parado ponosa, kot vsa leta do zdaj, ampak še v Celje, Mursko Soboto, Slovenj Gradec, v Kranj, v Novo mesto, v Novo Gorico, Postojno in v Koper. O izgubljenem slovenskem Eldoradu komentar dneva Bernarda Jeklin. Dragi moji, spet je nevihtno in spet se koplje. Fantje vseh pedigrejev na izvoru vseh skrivnosti že 11. ali 12. dan iščejo kot nori. Če bodo kopali dovolj globoko, bodo oni vraga končno le izkopali dokaze iz zgodbe o Janši, Sanaderju in obmejnih incidentih. Spet zgodba za naivne. Ve se sicer še nič, se pa lahko stavi. In stavim kar veliko, da se spet ne bo ničesar našlo. Saj vsi poznamo veliko zanimivih okoliščin o velikih pucarijah vseh sort skrivnosti. Živ je spomin na golfista Brejca, ki je najmanj 2 meseca taval naokoli po domovini z 2 velikima kovčkoma tajnih dokumentov. Živ je spomin na tajne udbine dosjeje, ki so se nekega lepega predbožičnega dne odpravili na počitnice v Avstralijo in jih je tam na obali našel kopalec po priimku Lajevic. V Slovenijo jih je vrnil via internet.
Splošno znano je, da je bil največji slovenski biznis vseh časov trgovina z orožjem. O tem naj bi bilo v tajnih arhivih, po logiki stvari, nakupe zabeležk, prisluhov in podobne zaupne robe. A ne me hecati. Resnica je namreč ta, da o trgovini z orožjem danes ni v sobi niti enega najmanjšega papirčka. In teh zgodb je gotovo še veliko. Zato ni treba imeti kakšne posebne pameti, zadostuje tudi ženska pamet, da skleneš, kako po Eldoradu danes zagotovo ni kaj najti, ker sem imela varno prazen in očiščen tudi v pogledu zabeležk, ki zadevajo obmejne incidente. Kdaj so izginili in kdo jih je pobral, najbrž pred zelo nedavnim. Se ne ve, se pa zlahka in sočno ugiba. Poslanec Tanko sicer vzneseno trdi, če se je to in to res dogajalo, zabeležke o tem v sobi morajo biti in če zabeležk ni, pomeni samo to, da se to v resnici sploh ni zgodilo. Gospod Tanko, ne me hecati, prosim. Pojva se rajš mečkat. Tam imaš ti modrat, sem videla. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Leta 1999 se je proti pisateljici Bredi Smolnikar zaradi pripovedke Ko se tam gori olistajo breze pričel proces, ki je vrhunec dosegel s prepovedjo objave knjige. Prepoved je šele aprila letos razveljavilo Ustavno sodišče. Smolnikarjevo je tožilo 5 sester, ki so v knjigi prepoznale svoje starše. Najbolj jih je motila erotika. Na predstavitvi knjige, ki je po 8 letih izšla pri založbi Sanje, je avtorica predstavila zgodbo o tem, kako se je z izdajanjem drugih knjig borila za tisto, ki je bila prepovedana. To je pripovedka, kjer ni črke F, tako da se je cele noči samo uka in to na posebni ruralni deski. Z te ruralne deske se zjutraj postrga neka tekočina in potem se delajo ruralni utki, ki se prodajajo na sodišču. To je polovica knjige, druga polovica je pa sodni material iz zaprtega sodnega procesa. Tako da sem jaz potem seveda knjigo zaklenila, ta knjiga je zaklenjena, tudi je ne smete odpreti, je še s neko plombo zaplombirana. Še leto sem pa izdala Škilo, nimam več nobenega izvoda, tudi je bila zaprta. So tudi isti junaki, samo da so tu neverjetno negativni zločinci, morilci, obešajo se, strašno negativna zgodba, seveda z istimi junaki. Pa še CD sem izdala, ker sem ugotovila, da na slovenskem beseda ni prepovedana. Knjiga je torej končno izšla. Vendar zgodba o njeni prepovedi, kot je videti, še ni povsem končana. Pa vam se ni nihče opravičil za teh 8 let? Pričakujemo države. Nisem se še odločila, ampak verjetno bom državo tožila za predolg časa tega procesa. Študentje oddelka za oblikovanje Akademije za likovno umetnost predstavljajo svoja dela v Narodni galeriji. Ena izmed tem je bil tudi botanični vrt v Ljubljani, ki je presenetil celo mentorja Ranka Novaka. Zadeva je zelo enostavna. V bistvu, nenazadnje smo se vsi, bodi si študente, bodi si jaz, vozimo mimo tega botaničnega vrta v Ljubljani in seveda razen mene, verjetno moji študenti tega tudi niso vedeli, jaz sem pa tudi skozi ta projekt zvedel, da je to najstarejša znanstvena ustanova na Slovenskem. Čez 2 let bo imela 200 let. Seveda je to Napoleon naredil. Na festivalu Lent so dočakali folk art večera. Na otvoritvi se je predstavila tudi skupina iz Indonezije. Plesalci iz Južnoafriške republike pa so za vest odplesali tudi nekaj taktov v makedonskih ritmih. Za konec še vreme. Vremenska slika je obešena v pisarnah Hidrometeorološkega zavoda Slovenije, kjer si jo lahko tudi ogledate. Hvala lepa za vašo pozornost, bile so to Vesti na vesti iz ljubljanskega studia 136. Nasvidenje.